Iščeš ideje za jesensko branje? Preveri, kaj se nahaja na naši knjižni polici. Dober dan, dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly. Vse, kar te zanima v zvezi s to oddajo, najdeš na pointout.si/weekly80. Danes bova z Nejcem govorila o tem, katere knjige se nahajajo na naši knjižni polici. To je že tretja tovrstna oddaja, tako da če bi si rad pogledal prejšnje dve podobne, da iščeš mogoče kak nasvet za dobro knjigo, klikni, bomo dali oba linka. Danes so pripravila 4 zelo zanimive knjige, ene najljubših, tako da kar predlagam, da začneš s prvo, Nejc. In zato prvo sem mi namenil petico na Goodreadsu, to je pač moj profil, ki ga uporabljam, ko preberam knjige, da temu potem sledim. Kako ga najdemo? goodreads.com/najclovnik. Tako je, mojega najdete na goodreads.com/zoranbosancic. Ok, in ta knjiga se imenuje Give and Take, a revolutionary approach to success. In avtor te knjige je Adam Grant, ki je uspešen na področju psihologije in naredil je model, ko je analiziral ljudi in jih razporedil v 3 kategorije. Se pravi, model, ki razdeli ljudi v 3 kategorije, in sicer na giverje, takerje in matcherje. Se pravi, tisti, ki dajo, tisti, ki vzemajo in tisti, ki nekako enačijo. In kaj je ta model ugotovil, je to, da so giverji, se pravi tisti, ki dajo in ne pričakujejo nič v zameno, ponavadi najbolj uspešni v življenju. Se pravi, ali je to osebno življenje ali profesionalno, ker fora je v tem, in zato mi je bila tudi knjiga toliko všeč, da ljudje vse prevečkrat smo tisti, v osnovi je največ matcherjev. Se pravi, ko ti nekaj daš, tudi pričakuješ nekaj zameno. Ali pa če nekdo tebi nekaj da, mu takoj se želiš oddolžiti za neko protiuslugo. In vedno smo nekako v tem okvirju, ok, ti si mi naredil uslugo, zdaj ti moram pa nujno nekaj narediti. In meni se zelo zanimiva zdela ta analogija. Zakaj ne bi bili skozi giverji? Zakaj ne bi skozi ljudem nekaj dajali in nič v zameno pričakovali? In tako nasplošno ustvarjamo boljše okolje za vse. Ker jaz vedno bolj verjamem tudi v to, kar mu bi rekel. In če ti daješ, se ti vedno nekako povrne. Pa širaš dobro energijo in ta energija tako ali drugače vedno pride nazaj. Je pa res, da tudi sam poznam kar nekaj takerjev, pa ne, nisem zdaj tebe gledal, da bi bil taker, ampak tako, in takrat se vprašam, pardon izrazu, ampak come on, man, daj malo se poglej v zrcalo, pa ne sam izkoriščati na nek način ljudi, ampak deli raj za dobro družbe. Tako da zaradi tega mi je bila ta knjiga res pri srcu in od takrat naprej še več želim dajati, kot pa prejemati. In imam to nekako res visoko med normami sam pri sebi. Marsikdo bo pomislil, da če sam daješ, da pol ljudje lahko tudi izkoristijo. Ampak mislim, da je v tej knjigi tudi z raziskavami podkrepljeno, kako dejansko, saj se izkaže, da mogoče nekateri so izkoriščeni, ampak večina je veliko bolj uspešnih, ravno zaradi tega, ker so pač radi, so giverji v življenju. Zdaj sem se tudi spomnil, tisti, ki so takerji, so lahko uspešni, ampak ta uspeh se meri na kratek rok. Zakaj? Ker ljudje prek ali slej ugotovijo, kakšne narave je ta človek. Tako da uspešnost takih ljudi je na kratek rok. Medtem ko giverji so tisti, ki so lahko manj uspešni na kratek rok, ampak ko se pa vse karte zložijo ali pa točke povežejo med sabo, imajo pa te ljudje, ki so primarno giverji, na dolgi rok največ od tega. Pa ne zato, ker bi želeli, ampak ker je to njihova narava in potem, tako kot sem govoril, tista energija nekako pride nazaj. Druga knjiga je Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Oziroma strategija modrega oceana, verjetno obstaja že tudi prevod, ker je bila
knjiga Prava uspešnica, verjetno prevedena v število jezikov, govori pa v osnovi o tem, da obstajajo modri oceani, to je neke vrste metafora za trge, kjer ni konkurentov, kjer lahko prosto navigiramo, ga raziskujemo in nasploh ga na novo na nek način odkrivamo. Na drugi strani pa obstajajo tako imenovani rdeči oceani, ki pa so metafora za neke klasične trge, kjer so konstantni kleši med konkurenti, kjer je rast bolj ali manj ustvarjena samo na podlagi tega, da odvzameš tržni delež malo konkurentu, da znižuješ stroške in pa tako naprej. Spet na drugi strani, pri modrih oceanih pa s tem nekako nimaš težave. Modri oceani tudi predstavljajo zelo velik potencial za rast, ker kot sem prej rekel, nekako so neraziskano področje, nekih popolnoma novi trgi, pri rdečih oceanih pa se rast ustvarja predvsem na druge načine, zniževanje stroškov in tako naprej, tisto, kar sem prej povedal. Knjiga je tudi zelo zanimiva in ti bo verjetno blizu, že zato, ker boš marsikaterega izmed podjetij, ki so noter prikazana oziroma opisana, poznal, se ti bo zdaj zanimiv. Naprimer Southwest Airlines je en tak, to je eden prvih nizkocenovnih letalskih prevoznikov, ki so imeli zelo zanimiv pristop k marketingu. Potem naprimer Cirque du Soleil je noter omenjen, pa Yellowtail, pa še marsikatero drugo podjetje, tako da zelo zanimivi primeri, katerih se boš zagotovo ogromno naučil. In ta model lahko uporabljajo ali velika podjetja, ki so že v svojih industrijah in kjer imajo te velike kleše med konkurenco in potem poskušajo odkriti, tako kot je Zoran omenil, nek modri ocean, kam bi lahko zaplavali, kjer te konkurence ni, se pravi ali z vidika marketinga ali pa z vidika poslovnega modela. In po drugi strani tudi tisti, ki se na novo lotujete zadev, se pravi, tukaj govorimo o startupih, da analizirate, kje je trg zasičen in se usmerite na tisto področje, kjer trg ni zasičen. Je pa res, da morate tukaj tudi dobro raziskavo narediti iz vidika, da bodo kupci sploh, da bo ta niša zanimiva za kupce, ker če vi samo odkrijete, ok, tukaj je modri ocean, bomo mi šli v to smer, to ne pomeni, da bo na koncu boste odkrili product market fit. Se pravi, če ne bo kupcev na drugi strani, ki bi to dejansko potrebovali, ta modri ocean sploh ne obstaja. Ok, zdaj pa, ko omenjam startupe, pridemo tudi do tretje knjige, in sicer Hooked: How to Build Habit Forming Products, ki je zelo podobna knjigi, ki smo jo že omenjala, in to je The Power of Habit. Zakaj to pravim? Zaradi tega, ker v knjigi je razložen model, ki nekako hooka, kako bi to prevedel, sploh ne vem, pritegne uporabnike, da uporabljajo določen produkt ali storitev. Tako da knjiga se v tem primeru ukvarja z vprašanjem, kako uspešna podjetja ustvarjajo produkte, ki jih ljudje enostavno morajo uporabljati. In ta model je sestavljen iz 4 korakov. V prvem koraku se morate vi vprašati, kako lahko uporabnika zintrigirate, se pravi pritegnete, da bo sploh ta produkt začel uporabljati oziroma mu dal priložnost. V naslednji fazi je pomembno, ko on mu da priložnost, da se nekaj dogaja, da je neka akcija. Se pravi, da vi ustvarite tako, da bo ta proces potem nadaljne pritegnil uporabnika in mu bil zanimiv. V tretji fazi potem sledi, da je za to, kar je uporabnik delal, nekako nagrajen. Zakaj je ta nagrada pomembna? Je zaradi tega, da uporabniku nek dober občutek, da ob nagradah se ponavadi sproži tisti hormon dopamin, ki te dela nekako tudi odvisnega. Se pravi, ta nagrada omogoči, da tudi nekako pozovemo uporabnika, da bo potem v naslednji fazi pripravljen pa ta produkt še nadaljne uporabljati. Se pravi, da bo pripravljen mu nameniti svoj čas tudi naprej. In potem pridemo
nazaj oziroma naprej do tistega triggerja ponovno. Zakaj? Ker potem mora biti spet trigger, da bo uporabnika pritegnil v ponovno to zanko, se pravi v ta loop, in ta model se potem skozi in skozi vrti. In zakaj je to predvsem pomembno pri startupih? Je to zato, ker pri startupih velikokrat na začetku testirate produkte, storitve. In vi morate v bistvu ugotoviti, katero kolesje po tem modelu bo najbolj učinkovalo za vas. Se pravi, kje boste vi sploh lahko svoj revenue model oziroma prihodkovni model odkrili. In šele odkrili ga boste takrat, ko bo to kolesje nekako delovalo. Knjiga je bila napisana strani avtora, ki je priznan, mlad, sicer znanstvenik, tako da vsebuje ogromen nekih podatkov in pa vse skupaj je podkrepljeno z dejanskimi raziskavami. Tako da ni kar nekaj, da govori tja v 3 dni, ampak je dejansko podkrepljeno s pravimi rezultati oziroma zaključki nekih raziskav. Evo, in še zadnja knjiga, to je Peak Performers. Elevate your game, avoid burnout and thrive with new science of success. Ta knjiga pa po mojem mnenju vsebuje neko brezčasen nasvet, kako doseči neko raven zadovoljstva v svojem življenju. Namreč govori o tem, kako, če želimo uspeti ali pa biti dolgoročno dosegati neke uspehe, morajo vsebovati 3 stvari, naš nek pristop k izboljševanju, k delu in tako naprej. Eno je dobra mera stresa, se pravi, da dejansko tisto, kar moramo delati, da vložimo čas v to in pa delo. Druga zadeva je, da dejansko potem, ko vložimo oziroma smo bili izpostavljeni nekem stresu, imamo dovoljšno količino počitka, se pravi, da dejansko počivamo, kar je tudi ena izmed težjih, če ne celo težja zadeva, kakor pa stres, ker veste, kako je to. Če hočeš prelaufati, naprimer, maraton, kaj moraš delati, je, da čim več tečeš. Ampak tako na primerih iz praktičnega življenja, kot na primerih iz poslovnega, avtorja nekako dokažeta z raziskavami, kako ni samo pomembno, da ti sam tečeš, ampak tudi, da veliko vmes počivaš. In ogromen je primerov, ko so ljudje namesto, da bi trenirali ali pa namesto, da bi bili izpostavljeni nekem drugem stresu, dejansko počivali in zaradi tega dosegli tudi nekako boljše rezultate. Cool. Zdaj, ko si to knjigo tako razložil, moram priznati, da jaz še nisem prebral, mogoče pa zdaj, ko si jo tako razložil, jo tudi bom. Ok, to so te 4 knjige, ki sva jih pripravila v tokratni oddaji. Upam, da ti je bila kakšna všeč in da jo boš tudi sam prebral. Čez kakšnih 20 oddaj pa narediva še eno tako oddajo, ne? Tako je. Ok, hvala, ker si bil z nami. Če imaš še kakšno vprašanje o tej knjigi ali bi sam priporočil kakšno knjigo, ki bi jo mogli mi prebrati ali pa naši gledalci, poslušalci, napiš to v komentar, drugače pa se vidimo naslednjič. Do naslednjič, adijo. Čau. Why?